Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o dediščini družine, ampak dobesedno. Poznate koga, ki se je kdaj zataknil ob to, da enostavno hoče obdržati, zadržati, ker mu to pripada, ker ji to pripada, ker je to dediščina družine in se vklepa nečesa materialnega in ne spusti in seveda se zatakne. No, in dajmo večkrat pogledati te zadeve, ker dejstvo je, da dobila sem eno sporočilo, kaj pa narediti, če si lastnik pol hiše in na drugi polovici je, ne vem, brat, nek sorodnik, ki ne spusti, ki ne skrbi in potem je in seveda štala. V vsakem primeru, jaz sem prepričana v to, da si duša izbere lekcije za to, da jih predela. In da prav tisti, ki ste se zataknili v dediščino družine, ker vam to pripada, ker je to vaše, kaj se zgodi? Enostavno se vklepate materialnega. Dejstvo je, nihče izmed nas ne bo sabo nesel nobene hiše, nobene gmajne, nobenega naslova, nobene titule, nobene diplome, nobenega štempla, nič. Vsak izmed nas v bistvu nese sabo kot duša to, koliko smo dobri ljudje, koliko smo se naučili, ampak zdaj spet, koliko smo dobri ljudje. In dejstvo je, da nekdo želi biti dober pa ugajati, ja mogoče pa spet druga stvar, lekcija duša, da se pa naučiš reči ne, ker tisti, ki tlači, pa na eni strani želi ugajati, pa vse želi poskrbeti, po drugi strani si pa potem govorijo še, za vse sem sama, noben nič ne naredi, kakšni so, to je vloga žrtve. In vloga žrtve je nekaj, kar je za predelati. No in dobro, zdaj pa pojdimo naprej. Materialna dediščina družine. Kaj narediti? Se vklepati ali spustiti? Zakaj lahko o tem govorim? Zato, ker imam tudi svojo šolo za tem. Zdaj, ko se z otroki pogovarjam, veste, kolikrat rečejo, recimo sploh ta mala hčerka večkrat reče, ja, pa se ločujeta prijateljce, od prijateljce starša se ločujeta in je tako in drugače. In ko otrok opazuje ločitev drugih staršev in na koncu koncev smo mi šli skozi ločitev, lahko primerja in vidi, da kako na en način smo mi šli gladko in smo danes čist prijatelji, lahko normalno govorimo, ali pa drugi, ko se pobijajo med sabo. In ravno tako pa je dediščina družine, ko ostane pol hiša nekomu, ta druga polovica je od nekoga druga in potem se ljudje zataknejo. No, in eno stvar, kar sem se sigurno jaz naučila v mojem življenju, brez koga ne moreš živeti. Brez sebe. To je dejstvo. In jaz sem dejansko pustila za sabo 25 let življenja. Pustila sem dobesedno čisto vse. Nisem se borila za materialno in ko smo bili na socialni, jaz sem rekla, jaz se ne bom borila za nobeno stvar in če je v najvišje dobro za moje otroke, sem pripravljena plačevati tudi preživnino. Dejansko sem spustila vse. In ne vam povem, da midva z mojim bivšim možem imava skupno starševstvo in dejstvo je, da moje punce so nekaj časa pri meni, nekaj časa pri očetu in dejstvo je, da midva lahko normalno govoriva, ker imava skupne otroke. Ampak zakaj? Dobro, sem v to prepričana. Zato, ker se nisem želela boriti za mojo polovico. Nisem želela. Ker lahko bi se, seveda, po 25 letih ti nekaj pripada. Ampak enostavno sem rekla, kar mi boš dal sam. Brez da te tožim, brez da obračunavava na plečih otrok, ker jih je škoda. Ker je res škoda otrok. Ker je škoda obračunavati, kaj je tvoje na plečih nekoga drugega. Zato je tako pomembno, včasih si duša izbere lekcijo spuščanja. Spuščanja, da enostavno, zdaj vas bom pa naučila, kaj naredite, to spuščanje. To ne pomeni, da povsod pokleknete, da povsod rečete, vzem, kar hočeš,
ampak gre se za to, da proste za nasvet. No, zdaj vas bom pa naučila, kako proste za nasvet. Jaz zdaj sledim učlanila sem se, kupila sem en tečaj, Vishen Lakhiani, Mind Valley. Jaz upam, da sem prav povedala. V glavnem, bo prišla knjiga to jesen in vam povem, da sem toliko navdušena in zdaj kaj naredite. Zvečer pred spanjem, ko ste že čisto v miru, veste, par minut pred spanjem je naš že popolnoma izklopljen in naš zavestni ne premleva več gor pa dol in kar se mu dogaja. Se pravi, gremo iz tega beta stanja, ker je beta stanja smo zdajle, ko poslušamo, ko smo aktivni, gremo v alfa stanje. Alfa stanje je sproščeno stanje, kjer je tudi meditacija lahko, ker v bistvu smo sproščeni. No in v tem alfa stanju, tik preden zaspimo, potem gremo v teta stanje. Ampak v alfa stanju, jaz to delam pred spanjem, enostavno globoko vdihnem, izdihnem, itak ni nobenih zvokov več, sem v miru in dejansko si predstavljaš svoj problem, kot da bi filmal svoj problem, kot da bi želel posnet ta problem. In vam povem, da prejšnji dan, jaz sem toliko navdušen. Vsi imamo na koncu probleme in jaz sem mama, imam 3 hčerke in z mojo starejšo nekako nisva najdle skupnega jezika. Ves čas je bilo nekaj, ena napetost, pa nič takega posebenega ni bilo, ampak enostavno nisva skupaj prišle. In je bilo že nekaj, ti mene ne razumeš, pa sem jaz nekaj rekla, pa ves čas je bilo tako. Poznate, vsi smo vsi ljudje, je to tako. No in jaz razmišljam o mojem problemu. In dejansko sem ta filmček tega najnega odnosa zapakirala in ga v bistvu ne preposnameš. Potem sem si pa predstavljala, kot da sem ga dala v balonček in sem ga poslala višji inteligenci. Sem ga poslala angelom, da ga rešijo namesto mene. Da se reši situacija v najvišje dobro, seveda naju, da so obedi zadovoljni. In veste tisto, svojega otroka imaš tako neizmerno rad. In veste, kaj se je zgodilo? Toliko sem vesela. Dejansko me je poklicala naslednji dan, čez 2 dni in je rekla, mami, jaz pridem k tebi, in je prišla k meni. In potem reče, se morava pogovoriti, in sem rekla, seveda, ja, in zdaj bom tudi povedala, kaj se je zgodilo. Dejansko čutim, da moram to deliti z vami, zato ker niso stvari tako enostavno, ker mogoče človek misli, ja, se ni važen. Svet energij zna biti zanimiv. In ko sva govorili, je rekla, jaz sem bila na praksi in ena gospa je molila zame. In potem je vzela neko blagoslovljeno vodo in je tukaj blagoslovila, tukaj pa nekaj molila okrog nje. In kaj se je zgodilo? Rekla, mami, jaz imam občutek, da takrat nisem ta prava, nimam življenjske energije. Jaz samo spim, jaz k sebi ne primem, jaz se ne morem naspati, ne spim dobro, ampak sem izklopljena, to nisem jaz. Z vsemi se krevam, na jok mi gre. Meni je bilo trenutko jasen, kaj je. Kaj mislite, da je bilo to? Ta gospa se je preklopila na njeno življenjsko energijo. Juhej. Zakaj mislite, da jaz ne hodim nikamor? Nikamor, na nobene masaže, nikamor. Zato, ker ta, ki paca po tvoji energiji, prenaša svojo energijo na te. Prejšnji dan sem govorila z eno mojo prijateljico, je rekla, veš, sem bila na eni terapiji, zdaj se pa sestavljam. Ja, halo, zakaj se sestavlja? Zato, ker ta njena terapeutka ima nižjo energijo od nje in je svojo, druga ne morem reči, usrano energijo prenašala na njo. Dejstvo je, da si mora najti novo terapeutko, ker ta nova terapeutka mora imeti višjo vibracijo od nje, ne pa nižjo. V bistvu je ta moja prijateljica terapijo delala terapeutki na koncu. Te stvari niso heci, to je energija. No in dejstvo je, da sem rekla, wow, midva rava, ti bom naredila pač terapijo, da tole počistva. In veste, kaj sem občutila? Da je imela okrog tle, je imela energijski obroč in je
molila za njo. Te stvari so zanimive. No, in jaz sem prosila, poslala sem, če se vrnem na prejšnjo zgodbo, zapakirala sem to, poslala v božjo svetlobo, višji inteligenci in njen fant je rekel, pojdi k svoji mami, ona ti bo pomagala. Poglejte, najdla je višja inteligenca pot, da jo je poslala hčerko k meni, da so stvari rešili. In dejstvo je, da tako se vedno zgodi, ko mi prosimo. In če vidite, da nečesa se oklepate, da imate občutek, da je nekdo dobil več, da ste mogoče izigrani, da... Kaj pa, če se vaša duša uči spuščati? Kaj pa, če boste, ko spustite, dobili 1000-krat več od tega, česar se oklepate? Duša se uči. Vsak izmed nas se uči neke lekcije in dajmo pogledati par sporočil, iskati prehod v novo dobo. Jaz sem vedno za to in tudi svojega življenja vam povem. Jaz, ko sem spustila vse tisto, pa bi se lahko oklepala, 25 let sem vlagala noter, je moja dota, je denar mojih staršev noter sem vložila, lahko bi se oklepala, lahko bi se tožarila, lahko bi zahtevala. Na račun koga? Kdo bi tukaj takrat ko potegnil? Jaz bi bila cela v krču, jezna bi bila na bivšega moža, logično bi otrokom razlagala čez njihovega očeta, kaj si otroci želijo? Želijo si mir. In dejstvo je, da ko spustiš, stvarstvo ti da res obilje vsega. Verjemite mi, a meni česa manjka? A mi česa manjka? Čeprav nisem nič dobila tistih 25 let. Nič mi ne manjka. Jaz imam vse. Poskrbljenje zame. Jaz imam vse. In prišla sem k družini, ki me imajo rade, kot da bi bila njihova. Glejte, jaz imam vse in imam z bivšo družino lepe odnose in imam z mojo družino lepe odnose. A ni to lepo? Jaz imam res vse. Ampak da sem prišla do tega, sem mogla spustiti, ja, vse. Zdaj pa pojmo na sporočila. Zaključek poti. Ko se zaključijo poti, kaj je pomembno? Hvaležna sem za izkušnje, ki mi jih prinaša življenje. In ja, ko se zaključujejo poti, takrat imamo res zanimive šole in moram to prebrati. Zanimiva karta je prišla. Sem na koncu določenega obdobja. Sproščena sem, najhuje je sedaj za menoj. To je bilo obdobje učenja. Hvala. No, gremo naprej s kartam. In druga karta je zdaj vam prišla prijateljstvo. Tale karta je povezana tudi z enim mojim odnosom, ki se je zaključil. In sicer bi se lahko oklepala neke varnosti, zaradi tega, ker imam neko korist, ker so mi ljudje govorili, če boš zaključila ta odnos, boš zgubila. Kaj lahko zgubiš, če vidiš, da v enem odnosu ne napreduješ več, če vidiš, da kuriš svojo življenjsko moč, sebe izgubiš. In mi ni žal, da sem zaključila zaradi tega, ker pri vsakem odnosu se gre, kaj jaz občutim. Brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. Gre se za to, da sem najprej jaz iskrena. In če sem jaz iskrena do sebe, pomeni, da sodelujem tam, kjer moja duša poje. No in zdaj še eno sporočilo, kar prehodu na novo dobo pri tem spuščanju. Da vidimo, solze, dovoljujem si čutiti svoja resnična čustva. In ja, vsak odnosna šola želi nas naučiti lekcije in dovolj, da se ščisti to, da se ne oklepamo ničesar več. Ja, zemlje se itak vsi vklepamo, ampak da vse tisto, kar hočeš držati, spustiš in potem ti vesolje da 1000-krat več, kar je sploh možen si zamisliti. In ko pa to narediš, imaš pa čisti preboj v novo dobo. Tako da imejte se radi, delajte na sebi in spuščajte. Boste videli, potem pa lahko poletite. Uživajte.